UNESCO je namenil ta svetovni dan filozofiji zato, da bi povrnil tisto njeno pravo vlogo. Filozofija predvsem kot nekaj bolj življenjskega. No in tako smo rekli, bomo poskušali zdaj tudi Platona malo približati in mislim, da tudi ljubezen je čisto ena taka življenjska tema. No in kot vidimo, že zdaj se ji Platon še zdaleč ni izogibal, tako da stereotip o nekem hladnem, brezčutnem filozofu tu ne bo zdržal. No, s tem je pa treba pripomniti, da Platon je na ljubezen gledal veliko širše, veliko globlje, kot smo mogoče navajeni. Mi imamo ene predstave, ena prepričanja, ki so pogosto ali prevzeta iz družbe, od drugih pogosto so precej subjektivna, precej omejena. In zanimivo je, če probate v Google vtipkati med iskalnik slikic, če probate vtipkati ljubezen, oziroma lahko tudi v različnih jezikih probate, potem dobite ven slikice plišastih medvedkov, srčkov, sončnih zahodov, romantičnih, ne, skratka, Google, lahko rečemo, kot en glas ljudstva, kot en odraz tega, tudi kako gledamo na ljubezen, ne, se pravi, omejujemo jo samo na en tak romantičen odnos, ampak bomo videli, da je za Platona ta romantičen odnos samo en majhen delček tega precej širokega pojma, tega precej širšega principa ljubezni. No, tako da zdaj se bomo malo odpravili na potovanje, eno tako kratko pot, kjer nas bo vodil Platon in bomo probali vsaj malo odstreti to tančico, ki zakriva ta misterij ljubezni. Zdaj, edini pogoj za to potovanje je, da odmislimo, pozabimo na predstave o ljubezni, s katerimi smo mogoče obremenjeni, da probamo z eno tako dušo otroka, ki ni obtežena, obremenjena z enimi prepričanji, prevzetimi od zunaj, se odpraviti na to pot. No, Platon sicer ljubezen načenja v več svojih delih, ampak glavno težišče je v njegovem delu Simpozij. Simpozij, ki pomeni prevodu to gostija. Dobro, če smo natančnejši, to je bil drugi del enega takega slavnostnega druženja in ponavadi sledil večerji, ponavadi bil tudi bolj ceremonialno obarvan in zraven je to druženje spremljalo tudi vino. No, ampak tu v Platonovem simpoziju seveda zmerno, namreč udeleženci, to je bil čisto navaden simpozij, ker udeleženci so sklenili, da bodo izrekli, vsak med njimi, da bo izrekel hvalnico Erosu. Eros kot bog ljubezni. No, zdaj treba je mogoče še prej povedati to, da se bo pri Platonu pojavljalo polno mitov. Mitov ne kot enih takih zgodbic za zabavo, ampak mitov kot miti, simboli, to je v bistvu en jezik, ki nam odpira oči intuicije, da prodremo v ene stvari bolj intuitivno. Zato, kot boste videli, bo veliko mitov, ne pa jih jemati dobesedno. To je samo neka vrsta jezika. No, skratka, tako sklenejo
udeleženci simpozija, da bo vsak izrekel hvalnico Erosu in začne prvi, ki je še najbolj vznesen, to je Fajdros. In pravi, da Eros, to je najstarejši, najbolj vzvišeni Bog in to je tisti, ki je na začetku, to je tista kozmična moč, ki je na začetku, ko je iz kaosa nastal kozmos, medsebojne dele v kozmosu povezala med sabo, jih združila in tista moč, ki ohranja to povezavo. In pravi, na človeški ravni pa je to tista moč, ki budi tako prijateljstvo, ki spodbuja junaška dejanja. Ne? Potem naprej se oglasi drugi, to je Pauzanja in pravi, veste, če smo natančnejši, Eros ni samo en, Erosa sta dva. En je nebeški, drug je zemeljski. Tako kot tudi Afroditi sta dve, ni samo ena. Ena je nebeška, druga je zemeljska. In pravi, tisti nebeški, višji Eros, stremi po takih trajnih povezavah, stremi po takih povezavah, ki nas plemenitijo. Medtem ko tisti nižji Eros pa predstavlja to bolj nagonsko ljubezen, ki je pogosto tudi kako bi rekla, izkoriščevalska lahko, to je ljubezen recimo tudi do moči, do bogatstva. In kaj je značilno, kakor hitro se pojavi, kolikor je silovita, tako hitro tudi mine. No, potem v nadaljevanju besedo prevzame Eriksimah, ki pa gleda bolj z očmi zdravnika na pojem ljubezni. Dobro večer. In pravi, da ljubezen je tista moč v naravi, ki omogoča življenje, ki povezuje nasprotujoče si dele, omogoča življenje, omogoča eno harmonijo, da svet lahko sploh živi in v telesu omogoča harmonijo, omogoča zdravje. No, potem pa spregovori en gospod, ki je bil drugače komedijant, Aristofan, če se ne motim. No, in on pravi, da bi mi razumeli naravo Erosa, moramo razumeti naravo človeka. In pravi, nekoč, davno smo bili še celoviti, popolni in imeli 4 noge, 4 roke, bili smo okrogli, ampak kaj se je zgodilo? Prevzeli smo se, uprli smo se bogovom in bogovi so nas prepolovili, da bi nam odvzeli to moč. In pravi, in od takrat naprej vsakdo išče svojo izgubljeno polovico. No, potem se oglasi še tretji govorec, to je Agaton. On pa v svojem čisto značilnem pesniškem zanosu govor okrasi z metaforami, z nabuhlimi besedami in seveda tudi na vse pretege hvali Erosa in pravi, to je najlepši, najboljši, najmlajši Bog. In to je Bog, ki ne stopa po trdi zemlji, ampak samo po srcih. In če ta srca mora biti mehka, trdih src pa se izogiba kot kuge. No, in tako so razgrnili svoje razmišljanje, svoje poglede na Erosa, mu izrekli vsak svojo hvalnico. Sam treba je opozoriti, da to niso Platonovi pogledi. To niso Platonovi pogledi na ljubezen, ker v bistvu gre bolj za ena mnenja, ena mišljenja, ki so prevladovala v takratni atenski družbi. Namreč, kaj za Platona je začelo to, da on poda različna stališča, različna mnenja
Zato, da bi v nas zbudil en proces, da bi nas malo sprovociral. Ne podaja stvari na tak način, da ti, evo, tu imaš, ne daj jih na pladnju, ampak skuša sprovocirati en proces, da potem človek sam proba priti do bistva. In to je ta prvi del. Različna mnenja, različna stališča. To ne pomeni, da ni resnice v njih. Vsakom od njih je zrno resnice, ampak, kot pravi Platon, to je treba preizprašati. Ni samo umevno. No, potem je na vrsti Sokrat. In on pravi, mene pa ne zanimajo lepe besede, zato se že vnaprej opravičujem, ker moj govor ne bo tako okrašen, kot je bil govor Agatona. Mene zanima samo bistvo, ker eno je mnenje, drugo je spoznanje. Mnenje je ponavadi bolj nekaj površinskega, nekaj, kar prevzamemo od zunaj, se niti ne poglobimo. Medtem ko spoznanje pri Platonu je pa tisti uvid v bistvo. No, in zdaj želi najprej Sokrat razčistiti ene par stvari z Agatonom, ki je trdil, da je Eros najlepši in najboljši bog. In tu prideta do sklepa skozi ta pogovor, da mi, ko ljubimo, ko hrepenimo, vedno hrepenimo po nečem, ker ga vpraša Sokrat, ali je ljubezen kar tako, ali ljubezen do nečesa. In prideta do sklepa, da je ljubezen do nečesa. Do česa? Do tega, česar nimamo. Ker pravi, nihče ne hrepeni po tem, kar ima. Če smo zdravi, potem ne hrepenimo po zdravju. Če smo siti, ne hrepenimo po hrani. No, potem pa pravi v nadaljevanju Sokrat, da ga je v ljubezen uvedla ena ženska. Sicer pravi, tudi jaz sem mislil, da je Eros, da je to najvišji, najboljši bog. Potem pa sem se nekega dne pogovarjal, to je bila Diotima, svečenica iz Arkadije. In ona je trdila, da Eros ni ne lep, ne dober. Eros kot ljubezen ni ne lep, ne dober. Ampak to ne pomeni, da je grd in da je slab. Ker pravi, da to, kar ni lepo, ni nujno tudi grdo. To, kar ni modro, ni nujno tudi nevedno. Obstaja nekaj vmes. In tu pravi naprej Diotima, da tisto, po čemer Eros hrepeni, to je lepo, lepota. Ampak, ker je lepo povezano tudi z dobrim, hrepeni tudi po dobrem. In pravi, skratka, pridete do zaključka, Eros ni bog, bogovi so popolni. Eros, on je posrednik, on je daimon. Tisti, ki posreduje med ljudmi in med bogovi. In med bogovi in ljudmi. Skratka, en posrednik. Ni lep, ni dober, ker hrepeni potem. In zdaj v nadaljevanju Diotima razloži to dvojno naravo Erosa, ljubezni. In sicer pravi, Eros je bil spočet na rojstni dan Afrodite, boginje ljubezni in lepote. Spočela sta ga Poros in Penija. Poros pomeni bogastvo, obilje, Penija pomeni revščina, pomanjkanje. In pravi, zaradi te dvojne narave ima tudi dvojno usodo. Kot otrok Penije, pomanjkanja, je bos, gol, spi na goli zemlji, vedno po nečem hrepeni, vedno mu nekaj manjka, spi ob vratih
in poteh je brez doma, brez strehe nad glavo. Kot sin porosa, bogatstva, obilja, pa je prijatelj vseh dobrih, plemenitih, vseh tistih, ki iščejo modrost, ki stremijo k spoznanju. No, potem pravi naprej, skratka, Eros. On je tisti, ki mora prehoditi pot. Ki mora prehoditi pot med smrtnim in nesmrtnim, med nevednostjo in spoznanjem. Ki mora prehoditi pot med in fizičnim in duhom. Skratka, treba se podati na pot. Eros, pravi Diotima, to je tista moč v nas, ki nas žene, da iščemo lepo, da iščemo dobro, da iščemo modrost. Potem vpraša Sokrata, no Sokrat, kaj meniš? Kaj je posledica tega? Kaj je posledica tega, da najdemo lepo, dobro, modrost? Mar ni to sreča? In odgovori, da, seveda. Tako da pot ljubezni na koncu privede do sreče. Sreče kot posledice srečanja z lepim, dobrim, spoznanjem, z modrostjo. Ampak potem greš še korak naprej. Pravi, mar se ti ne zdi, da ko enkrat dosežemo to srečo, to spoznanje, mar se ti ne zdi, da to želimo ohraniti za večno? In vrne Sokrat, da, seveda. Tako da tu pridete do sklepa, da ljubezen je tista moč v nas, ki hrepeni po nesmrtnosti, po nečem trajnem. To je tisto hrepenenje duše po nečem trajnem. In potem pravi, kako pa mi lahko dosežemo to trajno, to nesmrtnost. Pravi tako, da spočinjamo, da ustvarjamo. Pravi, spočinjanje, to je lahko na fizični ravni, lahko je pa, eni pa spočinjajo v duši. Eni so noseči v duši, kot pravi slikovito Platon. Pravi, spočinjanje na fizični ravni, oziroma želja po spočinjanju na fizični ravni, pravi, to je hrepenenje, ki nam je skupno živalmi. Se pravi, doseči trajnost tu v smrtnem, v pojavnem svetu, ki mineva, ki se spreminja. In se pravi, gre za ohranitev vrste. Ampak pravi, so pa tudi tisti, ki rojevajo v duši, ki spočinjajo v duši. In pravi, otroci takih staršev so veliko lepši, so veliko trajnejši. In take otroke rojevajo plemenita dela, plemenita dejanja, nesmrtna dela. Pravi, otroci takih, oziroma starši takih otrok, to so pesniki, to so umetniki, znanstveniki, filozofi. In kaj so otroci? Otroci, to sta modrost in vrlina. Veliko lepša otroka, veliko trajnejša od smrtnih otrok. Skratka, to je ljubezen kot kreacija, ljubezen kot dajanje. Ko pridemo v stik z lepoto, z nečim lepim, dobrim, si to želimo držati zavedno. In to poustvarjamo, pravi, eni v telesu, eni v duši. No, ampak zdaj ga Diotima povabi še malo dlje. Namreč tu je podala to idejo ljubezni bolj skozi en mitološki pristop. Zdaj pa se tega loti bolj filozofsko. In reče in pravi, da obstajajo različne stopnje ljubezni. In pravi, prva stopnja ljubezni, to je ljubezen do lepih teles, oziroma
ljubezen do fizičnega, do pojavnega, do tega, kar zaznavamo z zunanjimi čutili. In potem pravi, ta ljubezen se mora sčasoma prerasti v ljubezen do vseh lepih teles, oziroma fizične lepote nasplošno, vsega fizičnega, kar nas obdaja. Ker takrat bomo uvideli, da vsa ta lepota, ki prežema ta fizični svet, da je odraz ene nevidne lepote, ene harmonije, ki je zadaj. In tako pravi, pridemo do uvida, da obstaja tudi lepota duše. In to je naslednja stopnja. Lepota duše, ki jo rodijo vrline. In tako lepo dušo si lahko zgradimo, ustvarimo s plemenitimi, s dobrimi dejanji. In pravi tudi, da bolj kot je duša harmonična, več vrlin kot ima, bolj kot je harmonična, bolj lahko prepoznava tudi lepoto zunaj sebe. Bolj je uglašena s to lepoto zunaj sebe. Taka duša, pravi, to je estetska duša, ker ta harmonija v duši je samo odraz univerzalne harmonije. No, potem pravi, še višja stopnja, to je lepota do znanja, do znanosti, umetnosti. No, to mogoče zveni malo abstraktno, ampak, naprimer, Einstein pravi, da so ga od zgodnjega otroštva učili siliti, igrati na violino, potem pa se je nekega dne zaljubil v Mozartove sonate. In pravi, da to je bilo tako čudovito, enostavno, da se je zaljubil, da se tako zaljubil v to glasbo, da je odslej naprej šlo vse samo od sebe. Ni bil več problem vzeti violine v roke, ni bilo to samo mehanično žaganje po strunah, ker pravi Einstein, ljubezen je najboljši učitelj. No, in podobno je bilo tudi znanostjo. Pravi, da nekje pri 11 letih mu je v roke prišla knjiga Evklidovi elementi, temeljno delo geometrije. Verjetno bi večina, ko bi zagledala to knjigo, bi začela zraven zehati, ampak on pravi, da kaj tako čudovitega ni še nikoli videl, ko je to bral, si enostavno ni upal dihati in da ga je to tako zadelo kot prva ljubezen. Tako da tudi ljubezen do znanosti, do umetnosti je lahko zelo goreča. No, potem pravi, kaj je naslednja stopnja? Naslednja stopnja pravi, pa je, da uvidimo, da vse znanosti, vse umetnosti, da imajo isto bit, da peljejo k istemu bistvu. Da so različne znanosti, umetnosti samo različni odrazi te iste resnice, tega istega bistva. Pravi, na koncu te poti, ki sega od prepoznavanja lepote v fizičnem do prepoznavanja lepote v duši, do prepoznavanja lepote v znanju, zdaj, pravi, vidimo lepoto samo na koncu te poti. Lepoto kot idejo, lepoto kot arhetip. Namreč, tisti, ki ste bili prej, v prvem delu, ste verjetno govorili o svetu idej, pojavnem svetu. Skratka, Platon pravi, da obstajata dva svetova. En je svet idej, se pravi svet idej, to se malo slabo vidi, in svet senc, se pravi pojavni svet. In pravi, da vse, kar
Vse, kar je v svetu senc, je samo en bledi odraz sveta idej. Zdaj, ko rečemo ideje, to so, lahko rečemo tudi arhetipi, lahko rečemo tudi bogovi. Bogovi seveda ne v smislu bogovi z brado, ampak bogovi kot eni večni principi. To je svet idej. In pravi, dokler mi ne pridemo do konca te lestve, te diotimine lestve, do takrat mi ne bomo mogli dojemati neposredno ideje lepega, ideje dobrega, ideje resničnega, ideje pravičnega. Enostavno ne moremo tega, zakaj? Ker ideje so neotipljive, ker ideje so nevidne, ne moremo jih dojeti z razumom. In zato rabimo enega posrednika. Naprimer, tu vidite Botticellijevo rojstvo Venere in verjetno se strinjate, da je lepa, da je to lepa upodobitev, ampak to je samo en odraz lepote. Lepote same po sebi. Lepota, ki je sama po sebi kot ideja, ki je brez oblike. Tu vidite, tu so oblike, so barve. Lepota sama po sebi, ki je večna. Ta upodobitev bo mogoče čez 10 let malo zbledela, čez 100 let vprašanje, če bo sploh še obstajala. Skratka, vse, kar ima obliko, vse, kar je odraz idej, kar pripada temu svetu senc, svetu, v katerem živimo, vse to je minljivo in se spreminja. In mi, da bi prišli v stik z idejami, z idejo lepote, potrebujemo en medij, potrebujemo enega posrednika. Tako nas lahko ena taka slika nas lahko poveže, nam lahko približa idejo lepote kot samo. Verjetno se vam je tudi kdaj zgodilo, ko opazujete naravo ali primer zvezdno nebo in vidite to lepoto, kako je stavno čudovito vas prevzame in čutite, da je nekaj še zadaj, še nekaj za tem. Da ni vse stvar samo lepe oblike, samo stvar ene zunanjosti. Nekaj, kar nas nagovarja bolj intuitivno, kar nas poveže z nečim. Sami ne vemo kaj, ne vemo s čim. Skratka, zdaj, če povzamemo to diotimino, to, o čemer je govorila prej Diotima, pot ljubezni. Pot ljubezni, to je pot, ki vodi prek lepote, ki se odraža na različnih ravneh. Se pravi, prek različnih odrazov lepote do same ideje lepega, seveda s tem tudi dobrega, resničnega, pravičnega, do resnice. To je pot, ki vodi od minljivega do večnega, pot od tega, kar se spreminja, do tega, kar se ne spreminja, pot iz nevednosti do modrosti, do spoznanja. In če primerjamo to pot kot, to lahko primerjamo z eno goro, na katero se vzpenjamo. In kaj se ponavadi dogaja, ko gremo v hribe, da tu pri dnu je zrak precej gost, potem pa je vse redkejši, 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 redkejši. Skratka, ta ljubezen je vse subtilnejša, ta lepota, ki jo prepoznavamo, tudi vse subtilnejše. No, ampak to seveda ne pomeni, da se moramo kar naenkrat
katapultirati proti samem vrhu, kjer lahko, če smo zdaj že pri gori, rečemo, da prebivajo ideje, podobno kot bogovi na Olimpu, v grški mitologiji. Skratka, lahko rečemo, dobro, lepo, dobro. Skratka, idej je svet idej, ker kaj je problem? Če nismo planinci, če nismo pripravljeni na take višine, na tako redek zrak, potem kaj se lahko zgodi, da dobimo višinsko bolezen? Mislim, da nad 4000 metri, da že večina, ki ni pripravljena, dobi višinsko bolezen. Dobro, kaj recimo, kaj je potem potrebno, da bi se lahko navadili na tak zrak? Kaj dela ponavadi planinci? V bistvu, oni se morajo aklimatizirati postopoma. Morajo se prilagoditi na ene drugačne pogoje, na ene drugačne sfere. Kaj to pomeni? Da se treba spreminjati. Ta pot ljubezni je pot, na kateri se moramo spreminjati. Pot, ki vodi do tega, da smo vse boljši, vse bolj plemeniti, vse bolj čisti. In kot že prej omenjeno, to ne pomeni, da se treba zdaj strmo povzpeti proti vrhu, ker pravi Platon, da ljubezen, da ta moč prežema celoten univerzum. To lahko narišemo kot en tak izvir, ki izvira tu iz te točke, iz sveta idej in ki se vije vse od duha do tiste najgloblje materije. Skratka, prežema celoten kozmos. In seveda tudi zahteva ene konkretne odnose, ker mi še preden, ker pravi Platon, mi še preden lahko zaznamo lepoto resnično, še preden to lahko zaznamo kot idejo, moramo to prepoznati v drugih dušah. In tako seveda so nujni eni odnosi. Tu naprimer lahko omenim Konfucija, to je bil drugače kitajski filozof, ki so ga nekoč vprašali, Konfucij, kako je treba služiti bogovom? In pravi, preden se naučiš služiti bogovom, se nauči služiti ljudem. V njih spodbujaj vrlino, spodbujaj pravičnost, spodbujaj častnost in šele potem se nauči, oziroma šele potem se posveti bogovom. Ker, zakaj to omenjam? Tudi med drugim zato, ker spet je tu problem platonske ljubezni, pojem platonska ljubezen. Ko si ponavadi predstavljamo platonsko ljubezen kot en tak odnos, mogoče se samo gledamo malo od strani, odnos, kjer ni fizičnega stika, ampak platonska ljubezen, to je ljubezen med dvema dušama in ne izključuje fizičnega. Zato, ker tudi kakšna je to ljubezen, če ni konkretnih dejanj. Če ni konkretnih dejanj, ki pa so fizična, konkretna. In ni toliko pomembno, zdaj, na kateri stopnji je ta ljubezen. Veliko bolj pomembno je, koliko je ta voda, ko rečemo, voda ljubezni, ki prežema cel kozmos, koliko je čista.
skozi kakšen medij teče. Zato, ker če teče skozi tako umazano blato ene sebičnosti, ljubosumja, posedovalnosti, potem kakšna je ta voda? Ta voda je potem zastrupljena, umazana, ni pitna. Če pa teče skozi čiste skale nesebičnosti, velikodušnosti, ene čistosti, iskrenosti, potem bo ta voda, naj bo tu, bo ista kot pri izviru. Skratka, ni pomembno to, kje, v kakšni obliki se odraža ljubezen, kakšno obliko napaja ta voda. Pomembno je, koliko je ta voda čista. Oziroma, to skozi kakšen medij teče. Kaj je medij? Medij, to so naša čustva, to so naša dejanja, naše težnje. Kakšna voda teče skozi to, oziroma napaja to, hrani to. No, tu mogoče lahko omenimo še Pitagorejce, ki pravijo, prečisti svoje srce, preden dovoliš, da vanj vstopi ljubezen. Tudi najslajši med bo postal grenak v posodi, ki ni čista. Se pravi, v mediju, ki ni čist. No, potem pomembno je, da bi bila ta voda čista, pomembna tudi ena nesebičnost, ker ta višji eros, ki ga omenja Platon, to je eros, ki spodbuja k nesebičnosti, k temu, da vidimo, da bolj gledamo na srečo drugih. No, in tu pravi ena anekdota špartanska, da pred znamenito bitko v Termopilah je žena špartanskega kralja in poveljnika v tej bitki je vedela, da se ne bo več vrnil iz nje. In je vprašala, kaj naj storim. In Leonidas, njen mož, je odvrnil. Kaj mislite, da je odvrnil? Odvrnil je, poroči se z dobrim človekom, ki bo dobro ravnal s tabo, rodi mu otroke in živi dobro življenje. Skratka, ni tu gledal nase, ni bilo tu prošen, bodi mi zvesta do smrti in po možnosti še po njej, ampak je mislil bolj na njeno srečo, kot na svojo srečo. No, zdaj v nadaljevanju pa se oglasi Alkibijad. Alkibijad, ki še ni imel priložnosti spregovoriti, to je bil drugače Sokratov učenec in pravi, no, jaz to ne bom hvalil Erosa, ampak bom raje govoril o Sokratu. Kot o tistem, ki pooseblja Erosa. Se pravi, kot o tistem, ki je na poti med nevednostjo in modrostjo. Tisti, ki je na poti do modrosti, na poti zgrajevanja vrline. Nekdo, ki je kot en zgled, ki je kot učitelj. Zato, ker pravi Platon, da tisti, ki se povzpne bližje lepoti, tisti, ki se povzpne bližje resnici, bližje dobremu, čuti to potrebo, to hrepenenje, da bi to isto prenesel tudi drugim, tudi naprej. Tisti, ki se je povzpel malo više v tej gori, bi rad, da bi tudi drugi delili z njim ta čudovit razgled, to širšo panoramo, ta čistejši zrak in se potem vrne nazaj. No, in tu pa nastopi en problem, ker pravi Platon, da do sreče vodita
vrlina in spoznanje. Ampak vrline in spoznanja ni mogoče vsaditi. Tega ni mogoče prenesti. Namreč, če se spomnimo iz tega mita o Porosu in Peniji, pravi Platon, da duša je dvojna, je neskončno bogata in je neskončno revna. Ker kot hči, pod narekovaj, kot hči Penije, hrepeni, neskončno hrepeni po lepem in dobrem, ampak hkrati pa tudi neskončno bogata, ker to lepo dobro ima že v sebi. Spoznanje ima že v sebi, samo se tega še ne zaveda. In tu pridemo tudi do tistega pojma duše dvojčice, sorodne duše, duše dvojčice. Namreč ne gre za to, da bi to dušo dvojčico, da bi iskali nekje druge ali v nekem drugem človeku, ampak gre za tisto izgubljeno celovitost, za tisti izgubljeni del iz prej omenjenega mita, tisti nesmrtni del za naš arhetip, za, lahko rečemo, za naš duh, kateremu težimo, kateremu hrepenimo, po katerem hrepenimo. In drugi nas lahko spodbujajo k temu, kot pravi Platon, da najdemo to, da najdemo ta arhetip v sebi, ki ga predstavlja Poros v prej omenjenem mitu. Skratka, vrline lepega, dobrega ni mogoče podariti. Ampak kako pa vseeno nekomu omogočiti, da pride do tega? Pravi Platon, tu Platon pelje vzgojo. Vzgoja ne v tem ozkem pomenu, ko rečemo vzgoja danes, takoj pomislimo vzgoja otroka, ampak vzgoja kot prebujanje duše. Vzgoja kot ena spodbuda k plemenitosti. Vzgoja, ki je lahko in v družini tudi država, pri Platonu ima nalogo, da vzgaja človeka, ne v tem smislu kot otroke v vrtcu, ampak da spodbuja tisto plemenito, da spodbuja vrlino, da spodbuja modrost, da spodbuja rast tega semena, ki spi v duši vsakega. In to je tudi vzgojna vloga ljubezni, se pravi ljubezen, ki daje. In za Platona ni večjega darila in tudi večje naloge za človeka, kot je ta, da prebuja druge duše. Ker mi lahko nekomu damo nekaj materialnega in tudi ni nič narobe s tem, samo to je kratkotrajno in to tudi v človeku ne bo naredilo ene spremembe. Pravi Platon, najplemenitej je prebujati duše. To je spočinjanje v duši, stvarjanje v duši. To pravi, so veliko plemenitejši, lepši, trajnejši otroci od fizičnih. No, skratka, tu zdaj pridemo še do enega sklepa lahko. Namreč, da ta pot, ki vodi do vrha, ta pot ljubezni, pot erosa, to ni pot, na katero gremo sami, ampak potujemo skupaj, ker pravi Platon, vsi stremimo k isti resnici in vsi se med sabo spodbujamo, da bi dosegli to isto resnico. Ne moremo eni brez drugih. To je tisti višji eros, ki plemeniti, ki nam pomaga na tej poti. Namreč, mi to lahko predstavimo kot
z eno tako lestvijo, ki gre od materije proti duhu in pravi, tisti, ki je prečko višje, čuti dolžnost, hrepenenje, da bi pomagal se dvigniti tistemu, ki je prečko nižje. Tako da ljubezen oziroma filozofija pri Platonu ni možna, filozofija ni možna brez ljubezni. Iskanje resnice ni možno brez ljubezni. Se pravi, z ene strani ljubezni do tega dobrega in z druge strani ljubezni do tistih, ki so mogoče korak dlje od lepega, dobrega, resničnega. Se pravi, vsak hrpeni po resnici, tako narišemo, in eni druge spodbujamo na tej poti, da bi se tej resnici počasi približali. Skozi različne vloge, skozi različne odnose. Se pravi, da tu ni zdaj omejitve samo na partnerski odnos, ampak na kakršnekoli odnose, starši, otroci, tudi odnose v državi, prijatelji. Skratka, mi smo z ljudmi, smo v različnih odnosih in to ni omejeno samo na partnerski odnos. In temelj te ljubezni, se pravi tega višjega erosa, ki ga omenja Platon, je ravno to plemenitenje. Se pravi, lahko rečemo, kako lahko prepoznamo, mogoče za na konec, kako lahko zdaj, če potegnemo iz Platona en sklep, prepoznamo, če je neka ljubezen, če je resnična, če je odraz tega višjega erosa. Zdaj, prvo, kar je to, da prepoznamo, najprej, da prepoznamo dušo v drugem človeku in da prepoznamo lepoto te duše. Tisto lepo, tisto dobro, ki se zrcali v duši. Ker pravi Platon, da smo enim drugim kot zrcala. Vsak med nami, vsaka duša zrcali na svoj način tisto lepo, dobro, pravično, resnično. In to je tisto, v kar se zaljubimo. In tudi je resnična, če je stabilna, če je trajna. Stabilna, trajna bo takrat, ko bodo stabilni, trajni temelji. Se pravi, lahko rečemo, eni skupni ideali, eni skupni cilji, želja potem, da bi drugega oplemenitili, da bi mu pomagali na tej poti. Oziroma, lahko smo še malo bolj romantični, namreč lahko še za na konec povemo en mit. Namreč Platon pravi v svojem delu Phaedros, da seveda spet na en mitološki način primerja našo dušo s krilato kočijo in pravi, da nekoč davno smo skupaj z bogovi potovali po svetu idej, zrli smo neposredno v svet idej in vsaka kočija je imela po 2 konja. S tem, da pravi, pri bogovih sta bila oba konja čudovita, lepa, dobra. Pri nas pa je bil en konj lep, čudovit, dober, drugi pa je bil težak, grd, težil je proti zemlji. In pravi, zato smo padli na zemljo v stoj in zdaj si prizadevamo, da bi nam spet zrasle krila, spet poskušamo pridobiti ta izgubljena krila. In pravi, da resnična ljubezen je tista, ki nam pomaga
da spet pridobimo ta izgubljena krila, ki nas spodbuja k temu, da spet pridobimo ta izgubljena krila. No, tako to bi bilo za danes vse.